Aplikacija Teams nam omogoča načrtovanje naših sestankov ali pa takojšen dogodek, neposredno srečanje Meet Now. Če želite ustvariti načrtovani dogodek v aplikaciji Teams, najprej izberite ikono koledarja na levi strani programa in nato na sredi pogovornega okna kliknite Načrtovanje sestanka. Dodajte naslov srečanja, podatke o datumu in času in druge podrobnosti. V potrditvenem oknu se vam nato pojavijo možnosti pošiljanja vabila udeležencem preko povezave, preko Outlook sistema in preko Google koledarja. V spodnjem delu pojavnega okna lahko kliknete na možnosti sestanka. Možnosti sta dve. V prvi lahko določite, kdo lahko preskoči čakalnico, lobby, v drugi pa, kdo vse je lahko na sestanku prisoten. V primeru, da je seja odprta za vse, se lahko vsakdo s povezavo pridruži vašemu sestanku in zato ne potrebuje nameščene aplikacije niti odprtega računa. V zgornji vrstici vidimo možnosti upravljanja z našim sestankom. Možnosti segajo od prikaza udeležencev sestanka, preko prikaza pisnih pogovorov, dviga roke, različnih možnosti, kamere, mikrofona, možnosti deljenja datotek, zadnji rdeči gumb pa je gumb, ki nakazuje izstop iz sestanka oziroma končanje naše seje. Tudi med samim sestankom lahko preko klika na gumb Invite people to join you delimo vabilo za nove udeležence na samem sestanku. Namesto načrtovanega dogodka pa lahko organiziramo tudi neposredno srečanje. Ponovno izberemo koledar na levi strani in nato na sredini pogovornega okna kliknemo neposredno srečanje Meet Now. Dodamo naslov našega srečanja ter kliknimo Pridruži se, Join Now. V tem pojavnem oknu sta nam na voljo dve možnosti vabila v obliki direktne povezave ali pa preko elektronskega sporočila. V zgornji vrstici imamo ponovno opredeljene možnosti upravljanja z našim sestankom. Od prikaza udeležencev pa vse do rdečega gumba, ki nam omogoča, da sestankom končamo. Tudi med tem sestankom lahko ponovno vabimo nove udeležence, da se nam pridružijo.